ABB. Magister Robert Logar je v švicarskem podjetju ABB, vodilnem v svetovni proizvodnji robotov in robotskih rešitev, zaposlen 18 let. V tem času je pridobival izkušnje na vseh področjih dela. V začetku v servisu, nadaljeval kot inženir v izvedbi robotskih rešitev, nato pa v projektnem vodenju in prodaji. Od leta 2008 vodi oddelek robotike, z januarjem 2021 pa je bil imenovan na mesto enega od dveh direktorjev podjetja ABB. Gospod Robert Logar. Najprej hvala lepa za lepo napoved. Spoštovane gostje, dovolite mi, da par besed namenim predstavitvi skupine ABB. Poskušamo tole narediti zanimivo vsako leto, glede na to, da se srečujemo že od samega začetka foruma, ne, kar je zdaj že 13. leto, če sem prav slišal. 14. No, v redu, še to. Torej, smo globalno podjetje, globalna skupina, vodilno tehnološko podjetje v različnih področjih industrije in energetike. Prizadevamo si pa seveda k napredku družbe in to z namenom doseganja bolj produktivne in pa bolj vzdržne prihodnosti. Predstavljamo si, da smo dosti dobro globalno razporejeni. Skupina zaposluje 105.000 zaposlenih v več kot 100 državah po svetu, z približno 29 milijardami dolarjev letnih prihodkov. Tudi, bom rekel, geografsko enakomerno razporejeno med kontinenti, Evropa za 10,5 milijarde, Amerika za 8,7 in pa Azija s Srednjim vzhodom in Afriko 9,7 milijarde. Meje tehnološkega razvoja ali pa, bom rekel, dosežkov v tehnologiji, bom rekel, premikamo že več kot 130 let, seveda takrat še ne v tej obliki, s tem imenom. Skupina ABB je nastala leta 1988 z združitvijo švicarskega podjetja BBC in pa švedske ASEA, tako da to tudi kratica, bom rekel, povzema, ASEA Brown Boveri. Se pravi, obe predhodni podjetji pa segata zgodovino že več kot 130 let v preteklost. Pokrivamo, bom rekel, 4 poslovna področja oziroma business area. Elektrifikacija, motion oziroma pogonska tehnika, procesno avtomatizacijo in pa robotiko in diskretno avtomatizacijo. Tole v zadnjih 2 letih oziroma nazadnje, ko smo se videli v živo, je bila tukaj še divizija Power Grids oziroma, dajmo reči, energetska omrežja, kjer se je šlo predvsem za visokonapetostni prenos električne energije. Ta del je skupina prodala Hitachiju, tako da boste videli mogoče tisti, ki ste na teh področjih, tudi Hitachi Power Grids, to je v bistvu ta del, ki ga je Hitachi od ABB odkupil. Zato ta del, in tudi če ste se spomnili, morda, ne, zdaj smo napisali 105.000 zaposlenih, 3 leta nazaj nas je bilo še cirka 130.000, se pravi, je šel kar dobršen del, ki je pokrival to področje k Hitachiju. Če predstavim posamezne, bom rekel, poslovna področja, electrification oziroma elektrifikacija, če sem tukaj na kratko, je tukaj oprema in produkti, ki pokriva vse od razdelilne transformatorske postaje pa do vtičnice. Zdaj, na sliki vidite sistem za pameten dom, za opremo pametnih hiš. To je tudi eden izmed produktov, kjer smo zelo uspešni. Pod electrification pa še tudi, bom rekel, e-mobility oziroma naša tehnika, kjer smo tudi med vodilnimi v dobavi, bom rekel, high power chargerjev oziroma polnilnih postaj za hitro polnjenje vozil. Tudi če boste videli to avtocestno polnilno omrežje Ionity, tam je v bistvu polnilne postaje same so ABB-jeve, tudi pred Lidlovimi prodajalnami boste našli električne polnilnice, ki so ABB-jeve. Gre za v bistvu največje poslovne področje s 13 milijardami prometa in pa kar 50.000 zaposlenimi. Motion oziroma pogonska tehnika, kjer je, bom rekel, pokrivamo elektromotorje, frekvenčne pretvornike in vso ostalo opremo, ki pa še zraven tako programsko kot, bom rekel, hardversko, strojno.
pokrivam, oziroma obseg poslovanja je približno 7 milijard in pa 20 tisoč zaposlenih. Kot zanimivost naj pa povem, da so tudi novejši Stadlerjevi vlaki, ki jih vidite pri Slovenskih železnicah, opremljeni s pogonskimi moduli oziroma in motorji ABB-ja. Procesna avtomatizacija, tukaj gre v bistvu za dobavo produktov in predvsem pa sistemov, ne, v avtomatizaciji različnih procesov, v rafinerijah, v ostalih predelovalnih industrijah, tako da dejansko tukaj združuje tudi veliko komponent in pa produktov iz ostalih poslovnih področij. Je pa, bom rekel, kot zanimivost tudi analitika in pa instrumentacija. Ta del je v Sloveniji tisti, ki je kolikor toliko prisoten, medtem ko prav, bom rekel, lokalno zastopstva za to, bom rekel, poslovno področje nimamo v Sloveniji, se pa pokriva s pomočjo kolegov v Avstriji. In ne nazadnje, seveda, področje, s katerega tudi jaz prihajam in je relativno, glede na, bom rekel, normalno razporeditev in velikostno, kakor ste jo videli, smo v Sloveniji robotika napram ostalim poslovnim področjem zelo močni, zelo veliki. Tako da, kot vidite, v globalnem merilu z 3 milijardami je najmanjše poslovno področje v skupini, kljub temu, da smo vedno med vodilnimi proizvajalci in ponudniki robotske opreme. To samo pomeni, da je skupina ABB toliko velika, da, bom rekel, predstavlja to samo dobrih 10% in 11 tisoč zaposlenih. Tu, bom rekel, pokrivamo dve diviziji, če tako rečem, robotiko in pa diskretno avtomatizacijo, ki je v bistvu podjetje B&R, ki ga tudi poznate, za dobavo PLC-jev, industrijskih računalnikov in vseh komponent za diskretno avtomatizacijo, se pravi podjetje ABB kupil pred leti in je zdaj tudi del divizije robotike in diskretne avtomatizacije. Zdaj, če zaključim, se gibljem proti zaključku, tale slajd je tak lep. Zdaj, namen skupine dejansko smo definirali kot, da želimo napredek družbe z, bom rekel, vzdržnejšo prihodnostjo, z, bom rekel, višjo produktivnostjo po eni strani in pa seveda s tem, da pazimo na vire v naravi, da, bom rekel, pazimo na ogljični odtis, ki ga skupina dela, tako da imamo do leta 2030 namen biti ogljično nevtralni s svojimi proizvodnimi enotami in obrati. Vse to pa seveda bistveni ključna dva elementa sta transparentnost in integriteta, katerim smo tudi z vsemi mednarodnimi, bom rekel, revizijami in projekti, bom rekel, zelo intenzivno in pa natančno preverjani. Formula E, seveda tudi električna mobilnost kot tista, ki se dosti pojavlja in je zelo, bom rekel, kar en velik shift se dogaja v avtomobilski industriji na tem področju. Tukaj smo kot, bom rekel, title sponsor prisotni že tudi nekaj let v prvenstvu Formula E, kjer seveda se preizkušajo tehnologije, bom rekel, polnilne in ostala infrastruktura in rešitve, ki jih seveda potem čez čas vidimo tudi na vozilih, ki jih zapeljejo v vsakodnevni promet. Tako da tudi eden izmed zelo atraktivnih delov, kjer se ABB, bom rekel, aktivno vključil. S tem bi zaključil predstavitev in vas tudi prisrčno povabil na naš razstaven prostor, kjer imamo tudi novega sodelujočega robota, imenovanega Gofa, na našem prostoru in pa tudi kolegih iz B&R, kot sem rekel. Vidite na vrh tule pred dvorano robota, dvorokega sodelujočega robota Yumi, ki deluje v povezavi z navidezno oziroma obogateno resničnostjo in vas toplo vabim, da preizkusite, kako zadeva funkcionira. Hvala lepa.